Juhej Slovenija, živjo, kako ste? Danes sem vam javljam pa iz čistega posebnega konca, iz ene majhne kočice, ki je od odzunaj videti kot iz pločevine, od znotraj pa lesena. To je Bivak 2, en tak zelo zanimiv tehniški eksponat, ki zdajle krasi naš vrt pred Slovenskim planinskim muzejem. Včasih je pa pomenil zatočišče za planince, za alpiniste, za vse tiste, ki so se zatekli pred nevihto ali pa so prepozno splezali stene, pa niso mogli več varno v dolino. No, ker smo v času korone, sem se jaz zatekel v tale bivak zato, da tukaj preživim te težke čase. Na srečo imam tukaj internet, na srečo imam tukaj tudi elektriko, tako da bomo lahko ostali povezani, da bomo lahko komunicirali. 3-krat na teden se bom oglasil, bom povedal kakšno zanimivo zgodbo iz zgodovine Slovenije, slovenstva, tako da tudi vi lahko sodelujete, dajte mi pisati, dajte komentirati, dajte predlagati, kaj bi radi slišali, o čem bi radi poslušali, da vam govorim, pa bom eno od vaših tem tudi izbral. No, zdajle za začetek vam bom pa povedal kar nekaj o tej hiški, o tej kočici, bivaku, kjer sem, ker to je ena res velika slovenska posebnost. Takele bivake so gradili skalaši med obema vojnama in prav Bivak 2 so zgradili skalaši iz Jesenic. Turistovski klub Skala je bil to. Ja, no in dvojka se je imenoval pa zato, ker je bil drugi po vrsti. Eden je bil že prej v Veliki Dnini postavljen, tale, kjer sem zdajle jaz, je bil pa na planoti, na jezerih, na dolino Vrata, pod visokim oltarjem. A si morate misliti, ta je bil res kralj julijskih bivakov, ker ponujajo neverjetno lep razgled na naš Triglav. Ne morem si pa predstavljati, kako romantični so morali biti sončni vzhodi od tukaj. Ja, bilo je res pestro. No, ampak tukajle, v takmole bivaku, kakor ga vidite za mano, je bilo prostora tamle za 10 ljudi. No, malo so se mogli stisniti, malo so se mogli imeti radi, ampak je najbrž kar šlo. Danes je stvar drugačna, danes tukaj noter ne moramo stlačiti 10 ljudi, ker smo odgovorni in zato sem tudi jaz danes tukaj ostal sam. Imam pa vse, kar potrebujem, da bom preživel tole korono, vi pa držite pesti, da mi uspe. Tukaj pred mano vidite en tak štedilnik, tole bom pa malo zakuril, da me ne bo zebal, si bom nekaj skuhal, vidite, da imam tudi čaj, imam nekaj eksponatov, imam za kaj za prebrati, upisal se bom tudi noter, za mojim hrbtom sem skril tudi malo hrane, tako da ja, uspelo mi bo zagotovo. Ampak tako, kot vidite, da je pa tale bivak opremljen, tako je bil tudi v začetku. Seveda je imel tudi strelovod, zato da so bili planinci varni tudi pred nevihto. No, jaz bom ostal varen, vi pa dajte tudi. Vse veste, bodimo odgovorni, ostani doma, ostani z nami.